pa predstavimo še dve uspešni podjetji in samostojnega podjetnika, ki se ukvarja z zanimivo dejavnostjo tetoviranjem. Nam lahko poveste, koliko časa se ukvarjate s svojo dejavnostjo? Ja, že kar zelo dolg. Takrat sem pač ljubiteljsko, čisto hobi, pa počasi. Zmeram bolj profesionalen, do malo več kot en let je, ko sem studio odprl. Tako. Kje pa ste se naučili tetovirati? Večinoma sem se sam naučil. Nekaj sem dobil v Milano inštrukcij. Nekaj gledaš, malo sem, malo tja, pa se, največ pa iz prakse. Tako da. Pa rabite imeti kakšno dovoljenje za to dejavnost in kako se ga da pridobiti? Prav dovoljenje ni nič, da bi bilo pa zdaj tako, kar ena šola, da je pač dobiš dovoljenje kot SP, pa odvisno, če ti ljudje zaupajo, da pridejo se tetovirati. Tisti je pa šola, da tako rečem, kvalifikacija, izdelki. Imate veliko dela, se veliko ljudi odloča za tatu? Ja, zmeram več, se stopnjuje malo, mislim se, je trend bolj, ker vidijo, da to ni več takšen tatu, kot je bil Jena Astil, zelen pa čist grdo narejen, da so zdaj tako malo bolj take slike, da se lahko naredi umetniška slika tudi in da jo skozi sabo nosiš, ne da jo imaš doma na sten pa. Se kdaj zgodi, da se kdo premisli in uide stola tik pred zdajci? Ne, čist tako ne, ker zaklenem vrata. To je zelo precizno delo, se kdaj zmotite oziroma kaj naredite, če se zmotite? Ja, to pa, ne vem, se še nisem tako zmotil, da se ne bi dal to urediti. Pač pri bolj preciznih, manjših slikah je treba čisto 100%, pri večjih je pa malo nihanja, tako da se da malo pač prilagajati. Lahko opišete celoten postopek tetoviranja? Ja, najprej se zbere pač osnutek, katerega želi, potem se tisti osnutek nariše ali na papir in s posebnim svinčnikom in se pa vtisne gor na kožo. Lahko se pa s posebnim flomastrom direktno nariše na kožo, pač odvisno zdaj od vrste tetovaže. Večinoma je ta prvi postopek. Tako da pol se pa po tistih osnovnih črtah zariše in pol pa naprej pa domišljija tudi malo. Koliko časa pa traje risanje srednje velikega tatuja? Ja, manj kot 1 uro težko, če je. Takšne bolj drobni so od pol ure naprej. Kaj pa večji tatu? Večji pa tatu je pa odvisno. Lahko je, če je večji je potem večkrat. Ni v enem kosu, ampak se večkrat dogaja. Premor pa je pa odvisno, je takšen, da se gre po tistih že tetoviranih mestih ali se gre po novih mestih. Zdaj, če se gre po novih, nadaljevanje se lahko hitreje nadaljuje. Če je pa po istem mestu, je pa treba malo več, da se malo zaceli koža in vse skupaj, da se pa nadaljuje.